Tako, dober večer, ko sem skupaj na nocojšnjem na nocojšnji tretji katehezi, ki jo imamo pred našim vsakovečernim romanjem po rimskih in ljubljanskih stacionskih cerkvah. Potem, ko smo si na dveh dosedanjih katehezah že pogledali nekaj vidikov krsta, zadnjič smo razmišljali o vodi, bomo pa danes šli še k evangeliju četrte postne nedelje v letu A, ki govori o sleporojenem, in s tem v zvezi k pojmu fotizmos, razsvetljenje. To je tudi staro antično poimenovanje krsta. Iluminacijo, razsvetljenje, fotizmos, pride luč. Kajti na neki način smo pred krstom še v temi, smo sleporojeni. Tako so dostikrat za krst v starem veku vzeli podobo Levinje, ki po tistih prepričanju naravoslovcev starega veka rodi, skoti slepe mladiče, potem pa jih svojo toploto in naprej zliže z oči neke luskine ali karkoli že, in potem mladi levčki naknadno spregledajo. To je bilo tudi kot simbol krsta. In pred nami je El Grekova slika, upodobitev Jezusa, ki ozdravlja sleporojenega. Najprej obnovimo to zgodbo o sleporojenem, ki se dogaja seveda v soboto, da še bolj ziritira okrog stoječe farizeje, pismouke. In ta sleporojeni, ki ga vsi poznajo, da tam berači, pride Jezus do njega in kaj naredi Jezus, da ga pri ozdravitvi? Blata pljune na tla, naredi blato, tistim blatom mu pomaže oči in ga pošlje v Silovo, v bližnje kopališče, bazen, naj si tam umije oči, tam, kjer je voda. Se pravi, Jezus na njegovo zaporo, očesno zaporo, doda še dodatno umazanijo, blato, ampak pošlje ga k očiščenju in potem on spregleda. To zelo vznemiri mnoge okrog njega, ker je bilo soboto in ker on tega ne bi smel početi. In ta spregledanec, ki je končno prišel do luči, ki je uvidel, se mora zagovarjati, mora pričevati ljudem okrog sebe, farizejem, in mora razlagati, od kod je, kdo je in kaj se je zgodilo, kako se je to zgodilo. In ob tem ga prepričujejo, da pa ta, ki je to storil, ni poštenjak. Da je to od nečesa hudega, nečesa negativnega, morda celo od hudega duha. On pa, jaz nimam pojma, pravi, ne vem, ampak vem pa, da sem bil slep, da nisem nič videl, pa da zdaj vidim. Že ko v Ljubljani se dvigne megla in se vidi malo bolje do hribov, kako drugačen občutek ima človek. Ali pa, ko se zdani in iz mraka se potem bolje vidi, kakšna razlika je, ko se samo od slabega vida spremeni stvar v dober, boljši, jasnejši pogled. Kaj šele iz popolne teme v normalno svetlobo dneva. In on je o tem pričeval. Kako se pa sklene ta njegova zgodba? Ko spet sreča Jezusa, ga Jezus vpraša: veruješ v Sina človekovega? Ja, kdo pa je to? Stoji pred tabo, ga vidiš. Verujem. Se pravi, zgodba je pripeljala ne samo do ozdravljenja, ampak tudi do vere. Samo v luči se da videti, in to, ko je on videl, je pripeljalo ga tudi do vere. Vera
pa je stvar, ki se je nekako ne vidi. Vera je, verujemo v stvari, ki niso samo dostopne človeškim očem. In krst pravzaprav je stvar vere. Razsvetljenje, ki ga prinaša krst, je razsvetljenje, ki omogoči vero. Po drugi strani pa krst vero že tudi predpostavlja. Kajti že pred krstom so morali katehumeni izpovedati vero. To vero so najprej sprejeli. In v času katehumenata, ko jim še niso povedali kaj dosti skrivnosti vere, to je prišlo kasneje v mistagogiji, tudi mi imamo to po veliki noči, ampak prej so jih morali v tej veri oblikovati in jim razložiti to vero. Temu so rekli tradicijo simboli. Tradicijo simboli po naše izročitev veroizpovedi. Simbol je krstna veroizpoved, ki govori, da verujemo v Očeta, da verujemo v Sina in da verujemo v Svetega Duha. In kdo je Oče, kdo je Sin, kdo je Sveti Duh? Simbol to enostavno razlaga. Primer simbola je recimo apostolska veroizpoved, ki pove samo temeljne in najosnovnejše reči o Bogu Očetu, Bogu Sinu, Bogu Svetem Duhu. Iz krstnih veroizpovedi, simbolov, so potem na koncilu v Niceji, potem pa še v Carigradu, dogradili in nadgradili ta krstni simbol v koncilsko veroizpoved, ki jo ob nedeljah običajno izpovemo. Nicejsko-carigrajska, ki odgovarja na določene probleme, ki so takrat nastali in so univerzalni problemi, spet pa govori o veri. In za krst smo rekli, krst omogoči vero in krst predpostavi vero, oboje. Ko je nekdo prišel do osnovne vere, so mu jo malo razložili, so mu jo podarili, izročili in potem je pri krstu on moral to vero vrniti z veroizpovedjo. Še danes je del krstnega obreda izpoved vere in ker je dojenčki ali pa otroci, ki jih prinesejo, pripeljejo k krstu, te vere še ne morejo sami izpovedati, zato jo izpove občestvo v njihovem imenu. Tako kot tudi starši morajo v imenu otrok podpisovati dokumente, dokler niso ti opravilno sposobni in polnoletni. Zato je čisto normalno, da starši smejo to storiti, da to ni nič proti človekovi svobodi, ker tudi ni proti človekovi svobodi to, da otroka vpišejo v šolo, da mu priskrbijo zdravila, ko je bolan. Vse to je tisto, kar omogoča zorenje, rast človeka kot osebe, kot bitja. Zato je zelo pomembno, da znamo vero tudi ne samo izpovedati, tudi izročati. V naš krst nas je iz naše grešne slepote pripeljal do vere. In to vero potem mi gojimo, gradimo, razvijamo ali pa tudi jo lahko začasno zamrznemo, opustimo, pustimo, da se, tako kot se je dogajalo z našimi rimskimi cerkvami, da se skoraj porušijo ali pa da jih je treba potem obnavljati. Pridejo pa spet neka sveta leta, sveti časi, ko se svete okoliščine, ko spet posije malo več sonca, ko pa se lotimo spet obnavljanja vere. Vera je zelo dinamična reč. Ni je mogoče enkrat za vselej pridobiti ali pa enkrat za vselej izgubiti. Tudi če je kdo dobil, pa jo je izgubil, jo lahko spet najde. Pomembno je, da v tej dinamiki vere pravilno sodelujemo, da skrbimo za svojo lastno vero, pa da znamo tudi vero posredovati drugim. Malo bi rad še razmišljal o pojmu tradicijo simboli in tradicijo fidei. S čim, vprašajmo se in razmišljajmo,
S čim pa pravzaprav mi lahko vero posredujemo in damo drugim? Kaj so tisti elementi, s katerimi pomagamo, da naš bližnji gradi vero? In potem lahko razmišljamo še, kaj so pa tisti elementi, ki jih mi poiščemo okrog sebe, da obnavljamo svojo vero. Ko vero sprejemamo, je prav, da smo odprti za tiste, ki nam jo podajajo. Vero so nam izročali starši, kateheti in vero nam na neki način lahko izročajo celo neverniki, celo ateisti. Na kakšen način? Zato, ker so jo sami izgubili, pa jim jo ostaja, pa je za odpadek, mi pa tiste odpadke poberemo njihove. Ne. Celo tisti, ki nima vere, lahko mene spodbudi k temu, da mi zastavi tako vprašanja, kaj vem, s svojim načinom življenja me izzove, da jaz začnem graditi svojo vero, čeprav je oni nima. Zato je prav, da preberemo, da znamo sprejeti vse spodbude, ki krepijo našo vero. In da potem mi začnemo razmišljati, kako pa mi to vero predajamo dalje. Kajti, če vere ne znamo predati, potem se bo pri nas lahko nekaj zaustavilo in bomo slepa ulica, slepo črevo v zgodovini vere. Ne privoščim nikomur tega. Prva stvar, ki nam mogoče pride na misel pri predajanju vere, je verouk. Ja, lepo je, da ga imamo, lepo je, da še obstaja, ampak opažamo pa v zadnjih desetletjih, da verouk ni več tisto, kar je bil, da ni več tistih 100 otrok, ki bi prihajali k verouku, in da sploh ni več to tisti resen pouk z oceno, pa z oceno vedenja še zraven, ampak da je to bolj malo ringaraja, pa potem samo neka življenjska vprašanja o svetu, modrosti. Se spreminja. Verouk je, kakršen je pomemben, ampak najbrž ni več tako odločilen pri predajanju vere, kot je bil včasih. Veliko večjo težo dobiva vera najbližjih. Vera iz nežnega obdobja človekovega življenja, ko se vse v mehko glino vtisne in se zapeče. Če otrok ima ob sebi neko verno okolje, ki to svojo vero živi, ne samo obhaja 3 praznike na leto, potem je kaj šans, da bo ta otrok tudi to vero ponotranjil. Še vedno tudi, če brez tega jo lahko dobi, neko božja pota niso naša pota. Ampak če želimo, da se ta vera ohranja, potem jo je treba živeti. In jo znati izraziti. Tudi ubesediti, tudi reflektirati. To je morda tisto, kar pa česar še ne znamo najbolje. Zakaj? Odgovoriti na vprašanje, zakaj se to počne, kar se počne? Kakšni so naši izrazi vere? In kako to potem pojasniti in obrazložiti? Zgledi družine so zelo pomembni. Včasih zadošča del družine vsaj. Včasih zadošča že ena babica. Samo je potem veliko naloženega na to babico. Vsaj vedeli bodo, kam lahko se vrnejo, ko so spomnili. Vera se predaja tudi z misijonom. Obstaja misijon ad gentes, se pravi, to pomeni, da se gre k tistim, ki za Kristusa še niso slišali. Primer, Friderik Baraga gre
Indijancem v Ameriko in kaj naredi tam? Nauči se hoditi s krpljami, nauči se očifejščine, napiše slovar, slovnico in krščuje Indijance. Za razliko od pohlepnih trgovcev, ki pa Indijance izkoriščajo, zlorabljajo, jih zapirajo v rezervate in jih napajajo z alkoholom. Kdo ima zares rad Indijance? In ta njegova skrb, ljubezen do njih, čeprav so bili zanj to divjaki. Tak pogled je bil takrat. Ampak jih je imel rad in s te ljubezni jih je skušal pripeljati malo naprej, s tem, ko jim je dal slovnico, slovar. Pater Eugen v Afriki. Šel v Afriko, v Togo in kaj tam počel? Kopal je vodnjake, da so prišli do vode. Sestra Urša, ki jo imamo v naši župniji pri kaki nabirki se spomnimo, pa tam nabiralnik ima svoj. Ja, sestra Urša pa bo zgradila šolo. Ob vsem tem pa nikoli ni brez oznanila Jezusa Kristusa, brez kerigme, brez evangelija. Zraven je še oznanilo in to je tisto, kar potem lahko rodi vero. Ker zaradi vere Baraga, Pater Eugen, sestra Urša in mnogi drugi oznanjajo Kristusa, ker to delajo z ljubeznijo do teh ljudi, potem se prebuja v njih lahko vera. Ampak poleg tega misijona ad gentes je pa pomemben, vedno pomembnejši misijon intra gentem, znotraj naroda. To je pa tista faza, v katero prihajamo v Sloveniji že kar nekaj desetletij. Samo ne vemo še točno, kaj treba narediti. Slovnic imamo dovolj. Tudi slovničar, naš sedanji glavni slovenski slovničar je pobožen mož. Vodnjakov, ja, se borimo za čisti vodonosnik, da se ne bo zmazal v Ljubljani in da bi črpališča načrpala dovolj vode. Zaenkrat voda teče iz naših pip, kar v redu. Šolstvo je, kakor je, ampak vsak pri nas lahko pride, skoraj da je že skoraj univerza postala obvezna, kaj šele osnovna šola. Kaj je treba narediti, da bo lahko se na to ustrezno prilepilo, dodalo, oznanilo Jezusa Kristusa? To je zdaj vprašanje, ki si ga moramo kar malo zastavljati in se spraševati, kje in kako, kdo nas bo usposobil za to, da bomo znotraj našega nevernega naroda začeli oznanjati Kristusov evangelij in predajati vero, da ne bomo še mi vedno bolj izgubljali in da se ne bo še naša vera vedno bolj se, tako kot kake stare rimske cerkve, ki smo jih gledali, kot bomo videli potem na eni od fotografij pri romanju, kakšno je bilo tam okolje svetega Nereja in Ahileja. Vse je rušeno, vse porušeno, same ruševine. Še cerkev sama je bila ta iz 8. stoletja, je bila tam nekje v 13. 14. stoletju, je bila že skoraj ruševina. Kaj narediti? To so vprašanja, na katere nimam odgovora in ga ne želim, ga ne morem dati. Ampak si mora vsak od nas to vprašanje resno zastaviti. Kje se bom usposobil za oznanilo in kaj, ob čem, v kakšnem kontekstu lahko oznanjam Kristusa? Imamo primer Jehovovih prič, mormonov, eni malo bolj vsiljivi, eni malo bolj prijazni, od vrat do vrat, na trgu. Je to tisti način, ki ga bomo od njih prevzeli, se bomo od njih šli učiti pa naučili, kako je treba delati? Je to tisto, kar je treba? Ne vem. Ali treba čakati kot oče izgubljenega sina v župnijski pisarni ali pa
doma v svojem stanovanju in čakati, da pride nekdo in reče: "Joj, jaz bi pa rad, izvedel kaj o Jezusu, jaz bi pa rad imel vero, kaj moram narediti, da bom lahko veroval?" Predaja vere je silno zapletena reč, ker je vera milostni božji dar in ga ne moremo nikomur prodati, nikomur ga ne moremo niti vsiliti, nikomur ne moremo avtomatično tega izročiti. Tukaj sta dve svobodi v igri, moja, prejemnikova, pa še, ne pozabite, božja. 3 svobode. In morajo soupasti. Kje to soupade? Izhajajmo iz svojega krsta in se zavedajmo, kam nas je ta krst pripeljal. Kam je ta krst pravzaprav, kaj je naredil v mojem življenju? In ali želim še komu drugemu to razsvetljenje? Nekdo, ki vidi in ki ve, kako je mogoče priti do tega pogleda, ali bo to zadržal zase, ali bo to obesil na veliki zvon. Tvegal, kot je tvegal ta sleporojeni, ko je izzival potem farizeje. To so, preprosto vprašanja, ki niso lahka. Imamo priložnost v tem postnem času, da premislimo, kdo in kako lahko od nas sliši za lepoto naše vere, v katero smo vstopili s krstom. Premislimo, kaj in kakšno razsvetljenje nam je krst prinesel in, kako lahko s to lučjo posvetimo tudi še v temo tistih, ki se te teme morda še niti ne zavedajo in ne vedo, kaj je zunaj teme. Ali pa posvetimo k tistim, ki so že imeli luč, pa so jo izgubili. Pazimo pa tudi, da zaradi nas kdo ne izgubi luči vere. Da ne bo zaradi nas kdo, iz nekoč dobro videčega postal oslepel. To je pa tisto, pred čemer Jezus svari pred pohujšanjem malih. Da ne bi zaradi naših slabih dejanj kdo rekel: take vere pa ne rabim take." Raje si vzemimo za zgled, Jezusa in njegov pristop in pa potem, ko je poslal apostole, tako zdaj pošilja tudi nas. On je zagnal to kraljestvo, ko ga je oznanjal, mi smo pa zdaj poslani, da k temu kraljestvu pokličemo, povabimo druge. Toliko o današnji katehezi, o sleporojenem, o krstu kot o razsvetljenju in o veri, ki je nujen pogoj za krst in pravzaprav, tisto, kar je omogočeno s strani krsta, kar krst potem omogoči, da raste in kar potem tudi spomin na krst vzdržuje. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Hvala za pozornost in naslednjo sredo se spet srečamo pri katehezi.